zgolj povemo, da se ukvarjamo z elitami, še nismo nič kaj dosti konkretnega povedali. Treba je razložiti, v kakšnih razmerih med sebojnih so te elite in seveda tudi kakšne strategije te različne elite peljajo v širšem družbenem prostoru. Druga skupna značilnost, ki sem jo opazil pri večini razpravljavcev, je ta, da ste poudarili, da je pri elitah vendarle ključno vprašanje moči, različnih taktik, kako se uveljavlja in reproducira moč. Po drugi strani je pa vedno znova prišel na dan tudi drugi vidik pri elitah, namreč elite naj bi vendarle bile tiste, ki vodijo. In bi vas zdaj morda prosil, če poskusite izpeljati nek konkretnejši oris sedanje slovenske situacije. In sicer morda za iztočnico tole. Dokler nam je šlo vsem skupaj dobro, tisti, ki niso del elit, niso imeli težav s tem, kdo jih vodi. Šele potem, ko so se stvari zalomile, se je pojavil dvom v elite, ki nas vodijo nasploh. Tudi v to, kam nasploh vodijo, ali elite vedo, kaj delajo. Mislim, da je Ivan izpostavil situacijo iz Afrike, kjer lahko tudi najdemo določene usporednice. Namreč tam je bila zaradi nezmožnosti razvoja industrije in akumulacije kapitala doma, je bil glavni vir za reprodukcijo moči državni aparat. Zato so se vse domače postkolonialne elite navezale na državni aparat. Podobno situacijo smo imeli tudi pri nas v času socializma in še v postsocializmu. Danes pa z vso silovitostjo nas udarja nek novi globalni red, v katerem nam pa se zdi tempo vse bolj diktirajo neke popolnoma druge elite. Te elite so nomadske. In pogoj za njihovo dolgoročno črpanje privilegijev ni ta, da izvajajo, da vodijo nek skladen dolgoročni razvoj nekega lokalnega okolja. Globalne nomadske elite lahko povzročijo opustošenje, poberejo profit in gredo drugam. In zdi se, tega se bojimo in vprašanje je, kje zdaj smo. Očitno smo v neki tranziciji, kakšno strukturo elit imamo, kaj si te elite predstavljajo, ali so njihove, če tako rečem, egoistične strategije lahko združljive z nadaljnjim razvojem tega okolja. To bi bila moja vprašanja. Skratka, skušajte se, prosim, bolj analitično usmeriti v sedanjo slovensko situacijo. Popreniham. Hvala. Vprašanje se mi zdi pomembno, zato ker v sedanje situacije je vzgib, s pomočjo katerega bomo skušali potem tudi kaj ukrepati, če že razumemo. Zato bi se rekel, da je pomembno razumeti vsaj dve stvari za začetek. Proces modernizacije, kjer smo mi pristali čist na konc, kot zapoznila država za lastno državnost, je en proces. Historično se dogaja od 500 ali pa 100, 700, 800 let. Proces, ki dviguje nekemu ljudstvu, včasih je to izenačeno z narodom, čas pa ni, ampak večinoma je, skozi romantično dobo do suverenosti tega ljudstva, do političnega oblasti in potem stransko vprašanje, izvor bogatstva tega naroda, dvig ekonomske baze in samostojnosti pri trgovanju z okolico. Proces modernizacije je dolg proces in Slovenija se bo priključila v leta 90 kot suverena ima ta vsa ponosna, to kakorkoli že to težko nadeva. Proces globalizacije je pa obraten proces, prosim, ne isti. Je razgradnja nacionalne države na račun integracije in vzpostavljajo se lokalne integracije
neka tržišča, v katerem najmočnejše države vladajo slabše. Imamo evropsko integracijo, EU, imamo južnoameriško integracijo, imamo pacifiške integracije, imamo Kitajsko pa Indijo, ko so same dovolj velike, imamo Rusijo, ki je kontinent. Skratka, te integracije nastajajo, ker so proizvajalne sile v tej stopnji razvoja tako močne, da rabijo velika tržišča. Nacionalne države so postale premajhne. In rušijo suverenost. Odpravljajo carine, s trgovino uničujejo proizvodne, ki so na nižji stopnji in uničujejo modernizacijski projekt. Predvsem obrobnih in perifernih držav. Če bomo to razumeli, bomo tudi razumeli, da ista elita, ki je izpeljala modernizacijski projekt, ni zadolžena za preživeti globalizacijski projekt, ker je pa to tako sočasno blizu skup, ne zmore tega. Ne zna. Če bomo hoteli spopad, dobiti pa preživeti v globalizacijskem smislu, se vrnem nazaj, bomo mogli imeti elite, ki se ne bojijo anarhistov, ki se ne bojijo trgov, ki se ne bojijo žensk in se ne bojijo tujcev. Samo za hip se bom zaradi jasnosti vrnil k tistemu prvemu vprašanju. Naravno zdi se, kot da sta Tone in jaz z enega vidika govorila o razredih in elitah nasprotno. Se pravi, on je poudaril stalnost razredov in efemernost elit, če hočem, če bi se tako izrazil. Jaz sem pa poudaril to, da menim, da je tudi trenutno situacijo treba razumeti, tako da razumemo razredne pozicije. Jaz mislim, da je tukaj deloma to nasprotje navidezno. Zakaj? Zato, ker mislim, da če govorimo o družbenih prevratih, takrat gre za elito v tem smislu, da gre za tiste, ki so sposobni najbolj natančno artikulirati tisto, kar je, mi rekel, skupna družbena energija nekega trenutka. To so pa, kot je Marx lepo povedal, navadno, skupne iluzije različnih razredov. Se pravi, imamo neko elito, kaj se s temi elitami postrevolucionarnimi zgodi, dobro vemo. Zelo hitro jih razžre, potem, ko se razredne razmerja utrdijo, dobite čisto druge vrste elite. Tako da je zame tukaj vprašanje, kaj se pravi artikulirati družbeno energijo. In tukaj smo seveda ponavadi intelektualci tisti, ki dobimo to vlogo. Da zelo lepo embalažo zavijemo to, kar je treba delati. Potem pa pridejo za nami menedžerske ali funkcionalne upravljalske elite, ki pa se pravzaprav v resnici ne sprašujejo zelo veliko, kaj je treba delati. Kar je zanje značilno, je isto kot to, kar počne danes slovenska vlada. Ukvarja se z bilanco. Vsaka vlada se ukvarja z bilanco. Programe, ki jih je imela prednje, bila izvoljena da okot in počne, kar narekuje trenutek. In iz tega črpa svojo moč. In če mislijo zasebno pripadniki take elite, da je ta moč politična, ki jo imajo nekaj zelo začasnega, se zelo potrudijo, da konvertirajo pravočasno to svojo pozicijo v neko drugo, trajnejšo obliko moči. To je pa danes denarna ali rentniška moč, zaradi tega, ker je to najbolj konvertibilna oblika družbene moči v globalnem svetu. In to je po mojem en tak okvir, za katerega mislim, da je dobro ga omeniti zato, da lahko o taktikah različnih elit in o njihovih možnostih, da bolj ali manj trajno, pa samo začasno vodijo ali vladajo. Mislim, da je pomembno tudi to, kar smo rekli. Gledajte, jaz sem rekel, da mislim, da se ne smemo tudi sociologi tukaj na tem mestu danes odpovedati svoje odgovornosti, je to pač odgovornost, ki jo imamo kot elita znanja, in to je, da artikuliramo probleme. In drugič, pazite, iz tega izhaja pa neka politična odgovornost, ki je preprosto ta, če ni druge družbene sile, ki bi znala, oziroma tako bi rekel, če je elita moči,
meni, da ne potrebuje znanja, ne, potem moramo mi sami izgledovati programe tega, rekel, družbene strategije in jih poskušati uveljaviti. Tej odgovornosti se ni mogoče izvojiti. Skratka, opozarjam, ne moramo se postaviti na družbo, pa reči, naša odgovornost je samo odgovornost tega, da nekaj rečemo. Ne? Naša odgovornost je, da se vprašamo, kaj s tem svojim znanjem lahko naredimo, kako ga lahko uveljavimo. In zaradi tega je zame vendarle, tudi zaradi tega, kar je to zdaj nazadnje rekel, da se pa k temu vračam. Lokus uveljavljanja naše lastne odgovornosti je pravzaprav v neki, je neka situacija, kjer država, vsaj slovenska država, je v neki specifični situaciji in kjer smo pravzaprav v tem paradoksnem položaju, da ko bentimo na tem, da se odpoveduje lastni suverenosti, hkrati spregledujemo to, da s tem, ko država pravzaprav postaja v razmerju do, recimo, igralcev, ki so onkraj njenega neposrednjega dosega, da to pravzaprav pomeni, da smo mi, ljudstvo, bolj suvereni v razmerju do države, kot smo bili pa prej, bolj smo v tej situaciji, da se lahko rečemo, mi smo dolžni vprašati se, kako lahko državo uporabljamo kot orodje družbe. Ne? Se pravi, da nehamo že enkrat fetišizirati to državo kot neki lokus oblasti, ki je daleč in nekje drugje, ker kako bedni je, imamo priliko ljube vsak dan. Mislim, ima precejšnjo moč do tega, ne, da odloča, a bomo imeli kdaj penzijo in tako naprej, ne, ampak ima pa dovolj omejene odgovornosti, da lahko mi sami pravzaprav izdelujemo tudi taktične načrte, kako bi ji usilili drugačne agende in drugačno taktiko. In tukaj smo pa potem pri vprašanju zdaj tega, kar jaz imenoval taktike, ne? Razredov, delov razredov, pa tudi elit. Tukaj se logika elite in logika razreda ločita natančno zaradi